Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Mislim, da moramo nekajkrat pasti na obraz, kajti kako bi drugače bilo možno, da bi sploh razvili kaj ponižnosti v svojem življenju, če bi bilo vedno vse prav in vse po našem in bili vedno močni. Moramo zaupati Bogu in to v vsem, kar se zgodi v našem življenju. Gospod je moj pastir. On je dober pastir. On me nikoli ne zapusti. On ves čas gleda z enim očesom name. In tudi na vas. Poglejmo prve Mojzesov knjigo 28:15. Če vas to besedilo ne potolaži, potem ne vem, kaj nam vam še rečem. Izgubila bi svoj dar govora in to veliko pomeni. Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom in pazil na te, kjerkoli boš hodil in pripeljal te bom nazaj v to deželo. Zares te ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem ti obljubil. Kolikokrat v svojem življenju sem morala odpreti ta odlomek, ker sem bila tako potrta in razočarana glede mojih sanj in upanj, ki sem jih gojila za svoje življenje in se nič ni zgodilo. Veste, kaj vam povem? Ko čutite, da se vaš duh pogreza v jarek, ne poskušajte samo, da bi bili srečni. Vzemite Božjo besedo in se dovolj časa učite, da boste vedeli, kam se napotiti. Izberite nekaj najljubših veselih pesmi in se bojujte s hudičem z Božjo besedo. Ne posedajte samo naokrog in ne dopustite, da vas tolče po glavi. Prav tako ne pustite, da bi potrebovali cel avtobus kristjanov, da bi za vas molili en teden, da bi vas potegnili iz jarka. Dajte no, mi imamo samo en večer. To si zapomnite. Sedaj je čas za to. Amen. Glej, jaz sem s teboj. Jaz sem s teboj ves čas. Bog je s teboj, pa če to čutite ali pa ne. Veste, ne obstaja noben prevod Svetega pisma, ki bi nam govoril o občutkih. To pogrešate, ali ne? Jaz pa sem si mislila, da bi bil takšen prevod kar primeren. Vidite, ko poskušam, da bi bila zabavna, nisem zabavna. Ko pa nisem zabavna, se vsi smejijo. Preveč zaupam svojim občutkom. No, vendar jaz se ne počutim, da bi bil Bog z mano. No, ni potrebno, da Bogu govorite, kako se počutite. Povejte mu, kaj veste. V Božji ekonomiji pride najprej vera in občutki se pridružijo pozneje. Bili bi presenečeni, če bi govorili, Bog, jaz verujem, da si z menoj. V Božji ekonomiji je tako, da je vedno najprej vera in potem čustva sledijo. Poglej, jaz sem s teboj in te bom varoval in pazil, kjerkoli boš hodil. Ne bom te zapustil, dokler ne storim, kar sem ti obljubil. Psalm 121 spodbuja k temu, da obdržimo Božjo moč. On ne bo dovolil, da bi ti tvoja noga mahovala ali da bi ti spodrsnilo. On, ki pazi na te, nikoli ne spi. Amen. Prejšnjikrat sem bila v tem našem studiu in sem snemala 6. poglavje Matejevega evangelija. Če ga pogledate k Mateju, vidite, da se vam ni treba bati ničesar, kajti če Bog skrbi za ptice, potem bo zagotovo poskrbel tudi za nas. Vidite, kako Bog skrbi za ptice? Potem bo skrbel tudi za nas. Ali vi niste več vredni kakor ptice na polju? Vsakdo naj reče, več sem vreden kot ptica na nebu. To mi je zelo všeč. Matej 6:26. Poglejte ptice neba. Mogoče se je tedaj razvila skrb za ptice. No, ne vem. Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo žitnice in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Amen. Na to 30. vrstica, ki govori o travi. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vrže v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni. Recite, več sem vreden kakor trava. Še posebej rada imam naslednje. Luka 12. poglavje 7. vrstica. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.
Ne bojte se in ne pustite, da bi vam strah vladal. Vi ste vredni veliko več kot vrabci. Kajti tik pred tem pravi, da se niti en vrabec ne pogobi, ne da bi Bog za to vedel. Bog vas vidi in vas bo varoval. Skrbel bo za vas. Amen. Bog ima načrt. Mogoče vi ne boste vedeli, kakšen je ta načrt, vendar Boga ima pripravljenega. Sedaj pa o pastirju. To mi je všeč. Pastir si označi vsako izmed svojih ovac, tako da vsak ve, da so to njegove ovce. Oštevilči jih na ušesu. Na ušesih nosijo številko in to jih označuje. Poglejte, ta kozarec je za potovanje. Tega ne uporabljam v pisarni. Ta je samo za potovanja. Vi veste, kaj pomeni, če si izbran za nekaj? To pomeni, da si izbran za posebno nalogo. Te ovce so moje. Tako smo mi vsi označeni in zapečateni s Svetim Duhom. To mi je zelo všeč. Mi smo zapečateni in označeni s Svetim Duhom. Jezus, in veste kaj? Ti si označen moški, ti si zapečatena ženska. Verjetno bi morali samo začeti izgovarjati, ko hudič poskuša plesti svoje mreže. Ti se ukvarjaš z zapečateno žensko, ki je od Boga. Ti se ukvarjaš z zapečatenim moškim, ki je od Boga. Kaj pa to pomeni? Da nismo normalni? Dojeli ste, kaj ne? Mi smo odtegnjeni od sveta za Božjo uporabo. Odkupljeni ste bili s krvjo, njegove ovce ste, ne pripadate več sebi in zato se nehajte obnašati tako, kot da bi še pripadali sebi. Nehajte se obnašati, kot da lahko delate vse, kar se vam zazdi. Razumite vendar, da pripadate Bogu, da je On za to plačal, On je moj pastir in jaz sem njegova ovca, On me bo pustil na čudovitih zelenih pašnikih. Ko označujejo ovce, uporabljajo nekaj zelo ostrega, podobno nožu. To se uporablja za posest ovc in to je zelo, zelo boleče. Boleče je za oba, za pastirja in za ovce. Sedaj vam bom povedala nekaj, kar vam morda ne bo všeč in mogoče ne boste razumeli, vendar pa me ne kamnajte zaradi tega. Dajte mi malo časa. Dobri pastir ljubi svoje ovce dovolj, da če jih hrani, jim bo zares pomagal. Zakaj otroku odzamete njegovo najljubšo igračo? Mogoče je to edini način, da bi vam prisluhnil. Nočete ga sicer prizadeti, vendar pa mu morate pomagati dozoreti in odrasti. Zakaj bi me Bog pustil na tem svetu brez prijateljev? Mislim, napravila sem to odločitev, da bom postala kristjanka in sedaj vsak misli, da sem Jezusov frik in jaz sem več čas sama in noben me ne razume. O moj Bog, mislila sem, da boš bolj dober do mene. No, mogoče ste se vi pridružili s kozli. Svetopismo pravi o drugem Kristusovem prihodu, da bo ločil ovce od kozlov. Mogoče vam je Bog posebej naklonjen in vas je samo ločil od njih. Dajte no. Tako to je. Bog deluje v našem življenju, da bi dosegli določeno duhovno zrelost. On vas preveč ljubi, da bi vas pustil same. Izberite si bolečino. Bolečino, ki vas spremeni, ali pa bolečino, ki vas nikoli ne spremeni. Lahko vam zaupam, da me je groza misliti na to, da bi še naprej 20 let živela brez kakršne koli spremembe.
Kajti jaz si želim, da bi postala vedno bolj in bolj podobna Kristusu. To pa pomeni, da moram dopustiti, da Bog deluje v mojem življenju. Mogoče vi mislite, vendar Joyce, tista Božja beseda o ranjenosti, to pa je že malo preveč. Prav. Napotimo se k pismu Kološanom 3, 5. vrstica. Torej o odpovedi. Če te besede nočete vzeti od mene, jo boste morda vzeli od Jezusa. Zato uničite, omrtvite in odvzemite moč temu skritemu živalskemu nagonu v vaših udih, ki teži k zemlji in je dejaven v grešnih nagnjenjih, nečistovanju, nečistosti, strastnosti, hudobnim poželjenjem. In tukaj gre še naprej. Torej on govori, da se vsi ti meseni nagoni, da morajo umreti. Potrebno jih je uničiti, morajo oditi. Treba jih je ubiti. Jaz sem iznašla najlažjo pot, da jih uničite. A želite, da vam povem, koliko izmed vas želi, da to povem? Nehajte jih hraniti. Mislim, tudi plevel umre, če mu ne daste sonca ali vode. Vse umre, če tega ne hranite. Lahko vam povem, da sem to iznašla. Vzemimo to kot eni primer. Imela sem zelo slabo navado, da sem kar naprej govorila nazaj svojemu možu. In sedaj je ta problem postal zelo majhen. Sem še kar v redu, a ne? Pridna sem, kaj ne? Nimam več tega problema. Vidite, hvala Davidu. Mislim, sploh nisem mogla biti tiho, morala sem imeti vedno zadnjo besedo. A se vem, ženske, da vi niste takšne, vendar samo v slučaju. Tudi če nisem izgovorila na glas, ko sem namreč prišla tako daleč, da sem lahko bila tiho pred njim, sem kar odhitela od njega in sem si mislila, vedno moraš imeti prav. To se namreč zgodi. Vi imate v sebi Svetega Duha. Satan pride k vam svojo skušnjavo. Vi poskušate biti majhna, pridna ovčka, imate pastirja, vi rečete ba, iz ust pa pride pa. Ampak Bog, to ni fair. Ampak Bog, on dela to, ona tisto dela. On pa bi samo rad slišal, da, Gospod, naj se zgodi tvoja volja, za vse preostalo boš ti poskrbel. Amen. Tako je moj David delal nekaj, kar mi ni bilo všeč. Čutila sem, kako se mi že porajajo besede, kako že vre. Dajte no. Ali sem imela pričo, ali je moja sestra v hiši? Vi že v sebi čutite, kako se porajajo besede in prehajajo na plano. In prav tukaj Sveti Duh pravi. Ampak vi veste to, slišali ste sporočilo, kupili ste CD-je, imate majico, vse sorte. Vi veste nekaj takega, kot da je vse prav. Odločiti se morate v delčku sekunde, ali boste šli naprej z blejanjem, in bo vsega konec, in boste na koncu rekli, tako slabo se počutim, krivda in obsodba. Naslednjič ste zopet na preizkušnji, Bog pa je tako čudovit, nikoli vas ne bo zapustil, vi samo ponavljate en in isti test vedno znova. 1000-krat, milijonkrat imate to preizkušnjo. Torej, če grem hitro naprej, stvar, ki se mi je porodila, da če pride prav do sem, začnem izgovarjati v sebi, Bog, pomagaj mi, Bog. Tega ne morete poskusiti kar sami, brez vsega. Če poskušate napraviti po svoje, je to žalitev za Boga. Ker on hoče, da je povsod prisoten in da je vse vpleten. On je prav tam. On hoče, da izrečete, pomagaj mi, Bog, tega ne morem napraviti brez tebe. Potem, ko to napravite, in čeprav je še vedno zelo težko, zares je težko, lahko končno uspete biti tiho. Morda morate iti ven iz sobe, vendar ste lahko tiho. Prav, ista stvar se zgodi čez en teden, zopet morate ponoviti, samo tokrat je za spoznanje lažje. Ne veliko, komaj spoznate razliko, ampak samo malce lažje je.
Ampak potem, ko to naredite približno 100-krat, ni več tako hudo. Tako uničite to, kar je mesenega. Takoj, ko diplomirate iz tega preizkusa, ko položite test, samo takrat, ko začnete misliti, da ste že... Potem gre takole. Recimo, da pride naokrog v cerkev neka ženska in reče, veš kaj, tako težko je zame biti tiho, ko moj mož, vi pa ste že pripravljeni s vprašanjem, veš kaj? Sedaj bomo začeli deliti lekcijo, zmagaš vsakemu, ki to želi. Nič vas ne ovira, daj poveste, veš, potrebovala sem 10 let, da sem šla skozi pekel in sem sedaj tukaj. Sedaj pa tukaj vse, kar mora storiti, je tako to in tako naprej. Dajte, no, seveda. Veste, da nisem dobila teh zgodbic in pridig za $1. Te stvari sem vse preživela. Poskušam vam prihraniti leta agonije in bolečin. Efežanom 1:13 vrstica. Mi smo označeni in zapečateni kot njegova stvar, zajamčeni za dan odrešitve, nihče nas ne more iztrgati iz njegove roke. Amen. Sedaj pa, ojoj. Moramo se počutiti varne, vendar vam hočem povedati za cilj in to je tista točka, ko se čutite varne, popolnoma varne, medtem ko preživljate trenutke brez vsakršnega smisla in povrhu niti ne razumete. Kajti, če to ne deluje tukaj, ne bo delovalo nikjer. Amen. Torej, moramo se naučiti, da gremo skozi stvari in ostanemo trdni. Bog nam bo dopustil, da gremo skozi stvari. Bog je dober pastir, nikoli ne dela slabih stvari. Tudi če se sedaj počutimo bedno, je to za naše bodoče dobro. Ali to razumete? Prav. Napotimo se k preroku Izaijo 43. poglavje. Naj vam pokažem besedilo, ki bo pokazalo tisto prelomno točko. Seveda si želim, da bi v tem svetem pismu našla preroka Izaija. Joj, potrebovala bi elektronski zapis, ko nekaj rečeš, takoj pride citat. Tudi če bi imela nekaj, že prihaja. Tudi če bi imela nekaj, kar bi razumelo moj glas in se ravnala po mojih predlogah, Izaija 41. 10. vrstica. Ne boj se, saj sem jaz s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog, okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom svojo pravično desnico. To je citat, ki opisuje Boga. Karkoli sedaj prestaješ, je težko zate, ampak Bog te s tem utrjuje. Kaj kmalu bodo te težke stvari postale zate kot nič, zelo lažje in boš sposoben napraviti nekaj veliko težjega. Prišli boste do točke, ko vas to sploh ne bo več motilo. Nekoč je bilo zame neoporekati Davidu nekaj, kar sem si mislila, da ne bom nikoli zmogla. Sedaj pa, če sem čisto odkrita z vami, je nekaj, kar vem. Če on nekaj reče in tudi jaz nekaj rečem in on nekaj doda, potem grem takoj proč. To je takole, bila sem tam, to sem izkusila, ne grem se več. Ni težko biti tiho, mogoče so še druge stvari, ki so mi sedaj težke in jaz še vedno hodim skozi te stvari na drugih področjih. Edini način iz teh stvari je, da greste skozi. Edini način, da se rešite iz tega, je, da gremo skozi. Ničesar se ne bomo osvobodili, če bomo samo bežali stran. Moramo se z njimi soočiti, se osredotočiti in reči, vse stvari lahko storim s Kristusom, ki mi daje moč. Okrepil in utrdil te bom za težke stvari, seveda ti bom pomagal, te držal in ohranjal svojo zmagoslavno roko pravičnosti. Rada imam 15. vrstico. Glej, napravil te bom za mlatilne sani, nove z mnogimi zobmi. Mlatil boš gore in jih drobil. Griče boš naredil kakor pleve. Amen.
Prav sedaj lahko vsakega poučujete Božjo besedo. Današnji pevci so lahko podobni primer. Glejte, Bog me je postavil sem, da bi vam pomagala pri nekaterih stvarih, da bi vam pomagala biti bolj zreli kristjani in vas vodila k osebnemu odnosu s Bogom. Zaradi vseh teh današnjih namenov bi lahko rekli, da sem ostra z mnogimi zobmi. Vendar sem morala iti od 10. do 15. vrstice, da sem prišla do tod. Ali me še poslušate? Nimate pravice, da se vstanete in rečete, vse vem, če ste Božji maziljenci. Lahko izrečete veliko stvari, kajti odrešenje je zastonjsko. Vendar, če hočete imeti Božje maziljenje in izkazovati Božjo moč v svojem življenju, morate za to plačati ceno. Utrdil in okrepil te bom za težke stvari, spremenil te bom v nov mlatilni stroj z mnogo zobmi. Mlatil boš gore in jih drobil. Griče boš naredil, kakor pleve, veter jih bo raznašal. Amen. Ali veste, da lahko maziljeni molivec razruši hudičev načrt za človeška življenja? To je nekaj drugega, kot le, da pojemo. Veliko ljudi zna peti. Vendar, ko enkrat stopite sem z Božjim maziljenjem, potem lahko ljudje ozdravijo, vezi se raztrgajo, depresija se razblini in ljudje dobijo željo ter navdušene, da storijo nekaj za Boga. Dajte no. Vi ne veste, kako bi dobili kogarkoli drugega skozi nekaj, če sami tega ne preživite. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Nič mi ne manjka. O, kaj na svetu pa bi to pomenilo? Bilo bi dolgočasno, če ne bi nikoli ničesar pogrešali. Oseba, ki zaupa Bogu, si lahko želi stvari ali pa pričakuje stvari in je še vedno zadovoljna. David mi je vedno govoril, da bom verna, zadovoljna, majhna ovca. Sveto pismo govori o potrpežljivem človeku. Vztrajen, potrpežljiv in stanoviten človek je popoln. En prevod pravi, da nič noče. Drugi zopet dodaja, da mu nič ne manjka. Kajti potrpežljiv človek ve, da bo Bog storil tisto, kar je prav, ob pravem času in na pravi način. Odkrito povedano, on bi raje storil karkoli, samo da ni ven iz Božjega časa. Pripravljen je potrpežljivo čakati na Boga, da naredi najboljše stvari zanj. On je dovolj moder, da se zaveda Božjih poti in če ne bo hodil po njih, bi bila le polomija. Potrpežljiv človek se lahko veseli današnjega dne, medtem ko čaka na jutri. Potrpežljiv človek se lahko veseli majhnih stvari, medtem ko čaka na velike stvari. Rada bi vam povedala, da sem se veselila tega, ko sem v svoji duhovni službi govorila 10 ali 15 ljudem, vendar vam tega ne morem reči. Takrat sem bila tako bedna, zafrustrirana, imela sem tako velike sanje, veliko vizijo, bila sem zmedena, nisem razumela, Bog, zakaj, kdaj bo to, zakaj? Veste, da, rada bi se vrnila nazaj, si pridobila nazaj vsa ta leta, da bi bila dovolj modra takrat, da ne bi priganjala Boga. Kajti, ko je pravi čas, bo Bog napravil stvari, ki jih lahko stori samo Bog. Vsak dan, ki ga zapravite, je za vedno izgubljen, vendar tedaj še tega nisem vedela, sedaj to vem in to vam lahko tudi povem. Jaz še vedno zmagujem, ker je Bog napravil zdaj dobre stvari iz mojih napak. In veste, kako to razjezi hudiča? Ali ste kdaj razjezili hudiča, da ste pridobili Božjo naklonjenost zaradi svojih velikih napak? Torej, prenehajte s tem, da vas hudič tolče po glavi z vsem, česar niste napravili prav v svojem življenju. Vse zberite skupaj na kup in prinesite k Bogu ter recite, dajem ti vso svojo zmešnjavo. Poglejmo, če lahko ti napraviš čudež iz tega.
Vidite, Bog se navduši na to držo in se loti dela. Amen. Za tiste, ki so v Kristusu, ni obsodbe. Opustite to, kar je za vami in se stegujte za tem, kar je dobrega pred vami. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.